V preteklosti sem izdelal nekaj različnih letečih naprav, med drugim tudi radijsko vodeno vesoljsko plovilo SpaceX Starship, do drona, ki ga nadzorujejo reakcijska kolesa. In pred kratkim drona, ki ga nadzorujejo plinski potisniki. Ampak vedno dobim en predlog. In sicer, če postavite baterijo nizko na dronu, da bo težišče nižje, bo dron bolj stabilen kot nihalo. Ampak ali to res deluje? Da bi preizkusili, ali ima nižje težišče na dronu večjo stabilnost zaradi učinka nihala, moramo izločiti vse druge oblike stabilnosti. Tukaj imam dron pritrjen na palico, oziroma palico pritrjeno na dron. In dve bateriji, nameščeni precej nizko na palici, tako da ima zelo nizko težišče. Na samem dronu ni nobene oblike stabilnosti v obliki žiroskopov ali pospeškomerov. Proizvaja zgolj potisk. Tako bi to moralo izločiti vse razen tega. Učinek nihala. Zdaj lahko nadzorujem plin in motorje, nimam pa nadzora nad smerjo, zato ga namestimo na to stojalo. In poglejmo, ali dejansko deluje. Zdaj to nameščam pod rahlim kotom, kar je verjetno najboljši primer, da vidimo, ali se res izravna. Stopimo nazaj. In ga preizkusimo. V redu, test nihala drona številka 1. Zaletel se je v živo mejo. Test nihala drona številka 2. To je bil močan udarec. V redu, zdi se, da dron kar dobro zdrži. Test bom izvedel še nekajkrat, dokler ne bomo lahko sprejeli trdnega zaključka. Ali pa se dron očitno pokvari. Ampak zaenkrat se ne zdi, da bi bil prisoten kakšen večji nihajni učinek. Tako da mislim, da sem prišel do grobega zaključka iz teh testnih letov. Kar bom naredil je, da bom pogledal posnetke z visoko hitrostjo in potem lahko analiziramo, kaj se dogaja. Tukaj je posnetek z visoko hitrostjo drona med letom in zdi se, da ohranja stalen kot. Pravzaprav lahko narišemo sliko drona na različnih točkah leta in vidimo, da so vse videti vzporedne. To je zelo majhen del leta, zato morda ni imel časa, da bi se obrnil v navpični položaj. In če bi nadaljeval s snemanjem, bi se morda sčasoma izravnal. Tukaj je še en posnetek drona, ki ga držim, kot da je nihalo, da dobite predstavo o časovnem okviru. Jasno je, da bi se moral dron izravnati, preden zapusti kader, če bi učinek nihala obstajal. Ampak zakaj je temu tako? Poglejmo si, kako deluje nihalo. Nihalo deluje tako, da ima maso obešeno pod vrtiščem in ko maso premaknemo na stran, se zaniha nazaj proti sredini. Vrtišče je vedno na fiksnem mestu in ko maso premaknemo na stran, je sila gravitacije zamaknjena glede na vrtišče. To ustvari navor, ki zavrti nihalo, dokler masa ni spet pod vrtiščem. Torej, da bi dron nihal kot nihalo, mora biti sila gravitacije zamaknjena glede na vrtišče. Ker gravitacija ne vleče na naključni točki predmeta, pravimo, da deluje v težišču. To je ista točka, na kateri je predmet v ravnotežju. Kje pa je točka vrtenja? Če predmet vržemo v zrak in mu damo še vrtenje, lahko vidimo, da se vrti okoli svojega središča, kar ima smisel, če ste kdaj vrgli frisbee. Če na eno stran predmeta dodamo maso, se težišče premakne na tisto stran. Ampak kaj se zgodi, ko ga vržemo v zrak? Zdi se, da se vrti okoli novega težišča. In tukaj izvira največja zmota glede stabilnosti dronov. Zdi se logično domnevati, da se dron vrti okoli točke potiska, masa pa pade navzdol kot nihalo. Vendar sta v resnici točka vrtenja in težišče na istem mestu, zato ne nastane navor in ni rotacije. Če poskušate leteti z dronom z zelo nizkim težiščem, se zgodi le to, da se poveča njegova rotacijska vztrajnost, kar pomeni, da mora krmilnik leta delati še težje, da ga obdrži pod nadzorom in verjetno bo strmoglavil. Zakaj torej propelerji ne delujejo enako kot vrtišče na nihalu? To si je lažje predstavljati, če prikazujemo potisk kot fiksno silo, ki deluje na dron.
Ko se dron nagne, se nagne tudi linija potiska. Zato ni korekcijskega navora in potisk ga preprosto izstreli v stran. Če to primerjamo z nagnjenim nihalom in prikažemo vrtišče kot silo deluje neposredno navzgor, je jasno, da tega propelerji v svoji trenutni namestitvi ne morejo doseči. Če prikažemo tudi sile gravitacije, ki delujejo na dron in nihalo, je jasno, da so sile, ki delujejo na dron, uravnotežene okoli vrtišča, zato ni rotacije, medtem ko ima nihalo neravnovesje in se želi zavrteti. Ko načrtujem dron ali katerokoli letečo napravo, si jih rad predstavljam, kot da so v breztežnosti. To te prisili, da ignoriraš kakršnekoli učinke nihala in se dejansko osredotočiš na sile, ki nastajajo okoli vrtišča ali težišča. Torej, v naslednjem delu videa bom preletel vse svoje prejšnje projekte letečih naprav in upam, da bom razložil teorijo krmiljenja, ki stoji za njimi. Začnimo z raketo z električnim ventilatorjem v kanalu, zasnovanim za simulacijo nadzora SpaceX Falcona 9. V bistvu gre za veliko cev, ki za nadzor uporablja usmerjanje potiska na dnu. Ampak kje je idealno težišče? Če označimo potisk kot silo, ki deluje na dnu cevi, in zavrtimo vektor potiska na eno stran, lahko vidimo, da premik mase na vrh ustvari velik odmik potiska od težišča, kar zagotavlja večji krmilni navor. Če bi bilo težišče na dnu, bi usmerjanje potiska bilo neuporabno, saj ni odmika od težišča. Če je usmerjanje potiska daleč od težišča, lahko ta cev nadzorovano lebdi. Doppler motor ne pregori. Naslednji primer je radijsko voden model Chinooka. To ne leti nič podobno kot pravi Chinook, ampak ima usmerjene propelerje na vrhu plovila. V bistvu je to nasprotje prejšnjega primera. Tukaj leti brez tripa Chinooka. Motorji se lahko vrtijo okoli te točke, da usmerjajo potisk za nadzor. Kje bi bila idealna težiščna točka? Prav bi imeli, če bi predlagali znižanje težišča, saj boste tako dosegli največji odmik potiska. Ne smemo pa tega zamenjati s tako imenovano zmoto nihala. In zadnji primer je moj nedavno zgrajeni plinski dron s potisnikom. Ker ima ta dron potisk, ki je fiksiran v središču, gre potisna linija vedno naravnost skozi težišče in zato ne ustvarja navora ali rotacije. Zaradi tega sem se odločil, da baterijo namestim na vrh, saj je bilo to edino primerno mesto za namestitev. Če bi jo namestil na dno, to ne bi vplivalo na stabilnost, saj je še vedno v liniji s potiskom. To bi preprosto nekoliko premaknilo vrtišče navzdol. Zato je edini način za krmiljenje tega plovila uporaba visokotlačnih šob na rokah, ki ustvarijo silo izven težišča in povzročijo vrtenje plovila. Upam, da je ta video razjasnil nekaj zmot o stabilnosti dronov. In če želite prebrati več o tej temi, sem pripravil spletno stran z dodatnimi informacijami. Kot na primer, kaj je stabilnost, kaj je nadzor in ali aerodinamika igra vlogo v tej zmoti nihala. To je vse za ta video. Najlepša hvala za ogled. Če vam je bil video všeč, prosim pustite všeček. Če ste novi na mojem kanalu in želite videti druge nore projekte letenja, kliknite Naroči se spodaj. Ogromna hvala vsem mojim podpornikom na Patreonu, na patreon.com, ki omogočate takšne videe in projekte. Še enkrat, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje!